Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Slovensko kmetijstvo se tehnološko in digitalno prepočasi posodablja. Najbolj je razvit živinorejski sektor, še posebej pridelava mleka, saj je na voljo veliko robotskih sistemov. Močno pa zaostajata zelenjadarstvo in sadjarstvo, kar nas mora zaradi nizke samooskrbe izven sezone skrbeti. Zakaj je tako, v podcastu Pametno kmetijstvo med drugim razmišlja dr. Blaž Germšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Verjetno so razlogi predvsem v višjih začetnih stroških, razdrobljeni zemljiški strukturi in pa pomanjkanje strokovnega znanja in pa usposobljenosti na koncu upravljavcev oziroma kmetov. Sektor poljedelstva, zlasti prireja žit, še ni v celoti izkoristil tehnološkega potenciala, ki ga trg v tem trenutku že ponuja in je na voljo. Predvsem, če primerjamo bolj kmetijsko razvite države, kot so Nemčija, Francija, Nizozemska, Danska in tako naprej, ker je stopnja uporabe preciznega poljedelstva precej visoka, pri čemer je pa povprečna raba novejših tehnologij nekje nad 30%. Če to preslikamo k nam, pa bi jaz rekel, da je v Sloveniji v poljedelstvu tam okrog 10%. Ključni zadržki za netehnološki zadosten preboj v poljedelstvu so po mojem bolj ali manj ekonomske narave in pa znanje. Vemo, da se večina slovenskih kmetij sooča z finančnimi omejitvami, saj je povprečna vrednost bruto fiksnih kapitalskih naložb precej nižja v primerjavi z nekimi zahodnjeevropskimi državami. Poleg tega pa je večina investicij osredotočena na nadomestitev stare mehanizacije, ne pa na uvajanje novih tehnologij, ki bi pa lahko prinesla dolgoročne koristi v obliki višje produktivnosti, manjše uporabe virov in pa manj fizično napornega dela. Moramo pa se zavedati, pa vedeti, kaj od nas zahtevajo v bistvu glavni akterji v kmetijstvu in potem temu slediti. In če imamo neke jasne cilje, pričakovanja, potem je to za vse nas lažje. Nenazadnje je tudi lažje potem to za končnega kupca, ker ve, zakaj je potem neki produkt na trgovski polici mogoče malenkost dražji ali pa malo drugačen. Drugače pa ne moremo pa primerjati kot take Slovenije in pa Kitajske, ena za ena, lahko jo primerjamo v določenih segmentih, predvsem tam, kjer vidimo, da Kitajska kot država vlaga izjemne velike vsote denarja v raziskave in razvoj. Če to preslikamo v procent BDP-ja, se to jasno vidi. Ne samo razlika med nami kot državo, ampak tudi med nami kot EU-jem in pa Kitajsko. Če pogledamo, še 20-30 let nazaj je Kitajska bila zelo nenapredna, tehnološko nenapredna kmetijska država, ker pa danes niti slučajno temu ni tako. Že za uporabo brezpilotnih letalnikov so naredili izjemen korak naprej z uvedbo robotizacije. In to vse z tem, ker se tudi oni soočajo z podobnimi težavami, kot pa mi, se pravi nezainteresiranost mladih za kmetijstvo, upadanje kmečkega prebivalstva in to, ampak so oni to mogoče videli prej in na drugačen način kot pa mi in se bojim, da so nas že prehiteli in da se nam to ne bo obrestovalo. Podcast Finance. Z vami je Jana Petkovšek-Štakul. Tako pravi dr. Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta Slovenije, ki naj bi testiral nove tehnologije in kmetom na tak način pomagal pri njihovem uvajanju. Naši kmetje ne mislijo enako kot pa danski kmet. Naš sistem ni enak danskemu in zato ne moremo enega robota samo sem pripeljati in ga naštelati in bo on isto delal. Tudi pedologija samih zemljišč ni enaka, podnebje ni enako, nekih stvari je in zato država ima te inštitucije, kot smo mi, da te stvari v bistvu implementiramo v naš agroklimatski prostor. A tudi tukaj se zatakne pri denarju. K meni osebno dostikrat pridejo eni kmeti, ki bi radi uvajali neke tehnološke rešitve, ki so jih videli na sejmih ali pa na nekih konferencah in so komercialno že dostopne. In naš pogovor se nažalost hitro zaključi, saj mi na inštitutu nimamo primerne opreme, ki bi lahko tak poskus
izvedli, ki bi potem njim, se pravi tem kmetom, koristil. Oni pa mi rečejo, glej Blaž, mi pa nimamo časa za te stvari, mi nimamo resursov, mi si te ne moremo privoščiti, da nekaj kupimo in potem zadeva ne funkcionira. In ja, jaz se nažalost pa strinjam z njimi, ampak če tudi mi nimamo opreme in nažalost ne moremo pomagati. In potem, kaj se zgodi? Zgodi se to, da imamo ogromno nekega znanja, ki je neizkoriščeno v Sloveniji. To znanje je potem nemotivirano in odhaja v druge sektore. K nam pa prihajajo znanje ljudje iz tujine in to implementirajo na slovenske kmetije iz drugih držav. Na Kmetijskem inštitutu vsako leto pripravijo poročilo o stanju v slovenskem kmetijstvu in ta kaže, da se trend uvoza hrane, na kar opozarja Germšek, povečuje. V letu 2022 smo jo vozili za 3,3 milijarde, izvozili pa za dobri 2 milijardi evrov. Dodana vrednost v kmetijstvu se niža, po drugi strani evropsko kmetijstvo beleži rast, višji pa je tudi kazalnik produktivnosti in sicer kar za 15%. K višji produktivnosti teži tudi naš naslednji sogovornik. Obiskali smo kmetijo Perko, kjer živijo od prodaje bikov in vina, jagod in zelenjave. Pri njih že dolgo analizirajo različne podatke, da optimizirajo pridelavo žita in dosegajo prirast goveda, pravi Aleš Perko, mladi prevzemnik kmetije na Spodnji Velki pri Šentilju v Slovenskih Goricah. Vse skupaj se je začelo tam po letu 1990, ko sta starša agromelirala vsa zemljišča, da sta pripravila zemljo, potem, da sta lahko normalno delala z mehanizacijo. Seveda ta zemljišča je bilo potrebno analizirati in potem nekako spraviti v dobro kondicijo, da bodo sposobna nekih dobrih pridelkov. In tako se je tudi začelo s prvimi analizami, potem zasnovo nekih gnilih načrtov, na ročen način, potem pa se je vse skupaj nadgradilo z naslednjo mlajšo generacijo. Dejansko še ogromno stvari odprtih, nikoli ni preveč podatkov, vedno še ogromno nekega prostora za napredek na kmetiji, ampak nekaj stvari vseeno imamo pod nadzorom in mislim, da rezultati se tudi kažejo v naših pridelkih, v rezultatih in delček te proizvodnje, ker to je le zelo kompleksna zadeva, imamo pod nadzorom od spremljanja prirastov, sestavo krmnih obrokov, analize vsake komponente posebej, analize zemlje, potem izdelavo kolobarja in gnilnega načrta. Potem tudi v vinarstvo ima brat zelo dober pogled v analizo vina, tako da uspe sestaviti nek načrtno kvalitetno vino, ki ga bomo potem ponudili na trgu, da ohranjamo kakovost in prepoznavnost naše blagovne znamke. Nekaj dobrih praks uporabe sodobnih orodij in tehnologij za doseganje večje učinkovitosti in dodane vrednosti bomo spoznali tudi na 9. Agro High-Tech konferenci, ki bo 28. novembra v Ljubljani. Kako se nam na konferenci lahko pridružite, izveste kmalu. Mladega kmeta Aleša Perka pa smo vprašali, kje so še možnosti, da bi na kmetiji še izboljšali pregled nad kmetovanjem in optimizirali pridelavo žit in vina ter vzrejo živali. Vsekakor v neki aplikaciji, ki bi vse te modele združevala, nam hitreje dajala neke informacije za lažje odločanje, pa tudi potem neke naprave, ki bi nam več podatkov dajale iz same zemlje, iz našega okolja, v katerem pridelujemo, da bi lažje razumeli okolje, v katerem rastlina raste, pa potem tudi same živali, ker tukaj še ogromno prostora za neko tehnologijo, da bi nam dajala več podatkov, ker živali je težko analizirati, sploh tiste, ko jih prodamo samo za meso. Mogoče je lažje pri prireji mleka, ampak tam imamo nekaj več podatkov skozi kvaliteto mleka, količine. Tukaj pa pri nas imamo začetno težo in končno težo, pa mogoče vmesno spremljanje. Ampak samo počutje živali, pa njihovo obnašanje, neke stresne dejavnike na krmo, ki jo ponudimo, tukaj pa še ogromno prostor za neko tehnologijo, da bi mi bolje razumeli živali.
Iz Slovenskih Goric smo se odpravili še proti Škofji Loki, na kmetijo pri Matevž, kjer sta sile združila Eva Vrevc in bodoči prevzemnik Matevž Jenko. Zakonca Jenko sedaj uspešno razvijata kmetijo v Retečah, ki je prepoznana po mocareli in burati ter drugih mlečnih izdelkih. Na kmetiji imajo pred seboj projekt posodobitve hleva za krave molznice. Matevž se je na kmetiji zaposlil po srednji šoli, opravil tečaj osemenjevanja in se začel ukvarjati tudi z genetiko in optimiziranjem krmnega obroka. Midva sva imela srečo, da sva se tega lahko podjetno lotila, ker sva skupaj pripeljala različne sposobnosti in karakteristike. Jaz sem zelo, impulziven tip, imam 1000 idej in pa mi zelo leži marketing, mogoče delamo računovodstvo. Zdaj, jaz znam čist malo, Matevž pa ogromen, on prenese vse, kar nek kmet zna, pa se sploh ne zaveda, da ima. Že moj oče strmel v zgradnji novega hleva in v mojem odraščanju sem jaz ta proces midal skozi. Še danes sem hvaležen temu, zato ker drugače bi bila zgodba gotovo čist drugačna. Imamo sodoben hlev na prosto rejo, primeren za moderno in živalim prijazno prirejo mleka, ki pa nam je dala možnost, da je zdaj, ko sem mi da z Evo nastopila, šli z predelavo naprej. Res pa, da je ta izgradnja hleva bila za eno tako družinsko kmetijo zelo zahtevna. Ja, toliko let kredita, toliko let dobesedno odrekanja od vsega, sploh strani mojega očeta. Hlev smo zgradili, so pa druge stvari počakale. Zdaj, ko se je hlev nekako poplačal in da je začel vračati, in pa zdaj s pomočjo predelave mleka, z to dodano vrednostjo smo bili sposobni, da smo tudi en del mehanizacije zamenjali, se tle modernizirali, da lahko saj nekako ta trend lovimo, ulovili ne bomo, ampak tudi zato, da smo to tudi kot ljudje, delavci v tem podjetju, naši kmetiji, sposobni normalnega življenja, kakor lahko to rečemo. No. Zdaj pa gledamo naprej, z Evo imamo željo spet po vlaganju naprej v hlev. Trenutno smo na mestu, ki bomo umeščali v hlev molznega robota. To bo za nas spet en tak velik napredek za kvalitetno življenje človeka na kmetiji. Dejstvo je, da je kmet lahko bolj podjeten in učinkovit, če je zato tudi opolnomočen in če ima znotraj verige preskrbe s hrano njegovo delo ustrezno veljavo in ceno, poudarja Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. To mu omogoča vlaganje v posodobitve, inovacije in razvoj. Ja, tiste kmetije, ki želijo iz te svoje dejavnosti ustvarjati dohodek in preživeti za svojo družino, morajo biti definitivno opolnomočene, morajo imeti veliko znanja, predvsem pa je potrebno jim zagotoviti neke poštene odnose in razmerje v verigi. In zdaj, kaj je tisto ključno? In na to opozarja tudi zadnje poročilo te skupine, ki jo je vodil profesor Stross-Schneider in je bilo dano predsednici Evropske komisije. Ključen je dialog. Dialog znotraj verige, ker na silo praktično ni nič mogoče ustvariti, oziroma ni mogoče ustvariti nekih novih razmer. Dejstvo pa je, če želi Evropa biti še naprej samopreskrbna, če želi prehranski sektor razvijati, je edino možno, da to naredi pač na ta način, da se začne prilagajati na nove razmere, na nova dejstva, ki so taka, kot so. Torej, mi vemo, da se ne samo kmetijstvo, ampak družba sooča z novimi krizami, to je pač planetarna kriza, kot so podnebne spremembe, potem izgubo biodiverziteto, onesnaženjem, ki ima nedvomno velik vpliv na samo pridelavo hrano in seveda globalnimi političnimi in gospodarskimi napetostmi, nejasnostmi, ki se praktično lahko zgodijo kadarkoli in temeljito začnejo spreminjati stvari. Ko gre za posamične kmetije, imajo tudi te precej za postoriti, torej tiste, ki si lahko ustvarijo preživetje z dodano vrednostjo na trgu sami kot taki,
so seveda v enem položaju, tisti, ki se morajo povezovati v verige vrednosti, pa v nekem drugem položaju. In seveda potrebno je poskrbeti za podporo tako enim kot drugim. Bo bruseljska politika res podprla kmeta? Moramo vedeti, da so se začele že pogovori o novi politiki, vendar politike ne moreš spreminjati kratkoročno, temeljito in tako naprej, čeprav vsi trdimo ali pa trdijo, da so potrebne korenite spremembe, ki bodo šle v večji meri podporo trajnosti in pa soočenju z vsemi izzivi, s katerimi se soočamo. Torej, ko gre za recimo položaj kmetov v agroživilski verigi kot nek specifičen moment, je tu recimo tudi kmetijski del razdeljen, če tako rečemo. Na eni strani imamo seveda skupine kmetov, ki zagovarjajo trg, tržni model in pričakujejo seveda, da bodo mehanizmi usmerjeni predvsem v zagotavljanje učinkovitega in nemotenega delovanja trgov. In imamo drugo skupino, ki si želi več regulatornih mehanizmov, ki pričakuje, da bo z ukrepi, politikami in tudi spodbudami nekako zagotovila boljši ekonomski položaj pač kmetov v verigi, torej izboljšanje pogajalske moči skozi podporo povezovanju, skupnemu nastopu, trženju in recimo preprečevanju in zmanjševanju tveganj zaradi nedovoljenih ravnanj, nepoštenih praks in podobne mehanizme, podporo aktivnostim, ki dvigujejo dodano vrednost, ki povečujejo vrednost blaga oziroma hrane in več komunikacije s potrošniki, promocijo lokalne pridelave in tako naprej. Torej, več mehanizmov je v igri, zdaj mislim, da bo na koncu nekako podporo dobili vsi ti ukrepi oziroma mehanizmi in bo še zanimivo, kako se bodo te politike oblikovale. Ne nazadnje pa moramo vedeti, da prihaja tudi do širitve, verjetno še ne v tem programskem obdobju z novimi politikami, pravzaprav se čisto na novo postavlja tudi vloga kmetijske politike z vidika nadaljne širitve Evrope in pa prihajajočih držav, ki so strukturno povsem drugačne, kot pa je ta trenutek evropsko kmetijstvo. Tako opozarja varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. Geremšek pa mu pritrjuje. Ja, je zelo aktualna avtomobilska industrija, kjer so nas nekako Kitajci zelo dohiteli, da ne rečem prehiteli, predvsem z dobro kvaliteto, z vsem. In bojim se, da je naslednja panoga ravno kmetijska panoga, tako primarna kot živilsko-predelovalna industrija. In to me zelo plaši in se bojim dneva, ko bomo iz Kitajske začeli k nam v Evropo uvažati hrano, vse vrste hrane, ki bo v bistvu zelo, zelo poceni in v nekih ogromnih količinah, ampak koma Kitajska presežka jih in ima malo. In trg kot je, ali pa države, majhne države kot smo mi, Slovenija, ne nazadnje tudi potem je majhno, se lahko šteje Hrvaška, Češka, Slovaška in pa tudi Madžarska, so to zelo velika nihanja, ki lahko zelo zanihajo ali pa porušijo sistem kmetijstva v teh državah, članicah Evropske unije. In to lahko nas še zelo drago stane. Kje je slovensko tehnološko kmetijstvo, lahko izveste na 9. Agro High-Tech konferenci 28. novembra v Ljubljani. V središče konference tokrat postavljamo energetsko učinkovito kmetijstvo. Spoznali bomo tudi zmagovalce natečaja Agro High-Tech v kategorijah ponudnik, uporabnik, ideja in najbolj trajnostna kmetija. Na konferenco se lahko prijavite na agrobiznis.si. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Podcast o podjetnem kmetijstvu je pripravila ekipa Jana Petkovšek-Štakul, Petra Šubic, Aleksandra Horvat, Maja Strauss, Peter Frankl, Mladen Mikovič in Tomi Gračanin.